Lepo pozdravljeni. Ob zaključku koledarskega leta 2024 je vodstvo Nuklearne elektrarne Krško javnosti predstavilo poročilo o poslovanju. Nuklearna elektrarna Krško je ob doslednem upoštevanju upravnih omejitev dosegla in presegla načrtovano proizvodnjo 5,4 milijarde kilovatnih ur električne energije. Med rednim remontom so poleg menjave goriva opravili vsa načrtovana vzdrževalna dela, nadzorna testiranja in posodobitve. Elektrarna je zagotavljala obratovanje na polni moči tudi poleti, ko je bilo po podatkih meteorologov najbolj vroče doslej. Leto 2023 so zaznamovale ekstremne poplave, a NEK je znova potrdil zanesljivo delovanje v vseh razmerah. Ali drugače povedano, to v praksi pomeni dobro obratovanje in vzdrževanje elektrarne ter visoka zavzetost zaposlenih. Lahko rečem, da zaključujemo eno izredno uspešno leto. Nekako bi morali preseči načrtovano proizvodno, ki je planirana v remontnih letih okoli 5,5 teravatnih ur električne energije. Lahko povem, da je leto minilo relativno brez obratovalnih dogodkov, kar pomeni, da je obratovanje in vzdrževanje bilo zelo uspešno. Vzrok temu pa sigurno je tudi visoka zavzetost zaposlenih. Nenehne nadgradnje in izboljšave v največji možni meri izključujejo zunanje vplive na delovanje same elektrarne. Elektrarna je v letošnjem poletju, kljub temu, da so meteorologi povedali, da je to poletje bilo najbolj vroče doslej, delala na polni moči, brez kakršnihkoli težav. In smo v bistvu ponovili podobno situacijo, ko smo pa imeli v lanskem letu prav drugačne razmere, ko so bile pa v takem času ekstremne poplave. Vodstvo nuklearke ocenjuje, da je za njimi zelo pestro leto. Ogromno presoj, zunanjih presoj, obiskov, tako bi rekel nam prijateljskih obiskov, kot tudi presojevalcev. Izpostavil bi mogoče ISO 14001, standard ravnanja z okoljem, in pa 45001 za varnost in zdravje pri delu. In hkrati pri tem lahko z veseljem povem, da je prav danes števec, naš števec, ki šteje poškodbe pri delu, je danes na 500. To pomeni 500 dni od zadnje poškodbe pri delu, se pravi odsotnost z bolniško odsotnostjo. Elektrarna je v letu 2024 pozitivno prestala še en veliki pregled. Tako imenovani topical peer review, kar pomeni en strokovni pregled, tokrat na temo požarne varnosti. Naši sodelavci pa predstavniki Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost so skupaj uspešno zagovarjali ta drugi strokovni pregled. Pri evropskih upravni organ je to ENSREX se imenuje. To je neodvisna strokovna svetovalna skupina, ki jo sestavljajo visoki uradniki iz nacionalnih upravnih organov za jedrsko varnost iz vseh članic Evropske unije. Proti koncu minulega leta pa so zaključili celoletno presojo Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn. Zakaj celoletno? Zaradi tega, ker so nas pregledovali tako v remontu v aprilu, potem kasneje naše obratovalne ekipe na simulatorju in pa potem še 3-tedenski pregled obratovanja jedrske varnosti ter primerjali z najboljšimi industrijskimi praksami. In lahko povemo, da že tretjič zapored so po varnostnih kazalcih nas uvrstili med najboljše obratujoče jedrske elektrarne.
V letu 2024 je minilo natanko 50 let od položitve temeljnega kamna za krško nuklearko. Res 50 let smo lahko ponosni tako na te vizionarje, ki so začeli s to tehnologijo v Krškem, in pa potem strokovnost in zavzetost vseh, ki so sodelovali v vseh teh 50 letih. V bistvu štartali so z izjemnimi dosežki. Naša elektrarna je ena boljših elektrarn tudi v smislu gradnje in seveda posodobitve so nujne. V teh 50 letih smo jih izvedli več kot 1000, s tem smo povečali razpoložljivost elektrarne. Na začetku je bilo to okoli 664 megavatov, danes proizvajamo rekordne megavate na generatorju, okoli 737 megavatov, in v omrežje pošiljamo čez 700 megavatov. Ogromno smo vlagali tudi v jedrsko varnost. Zadnjih 10 let zaključili smo projekt nadgradnje varnosti. No, nadaljujemo s tem tempom. Za kar bo priložnost že v letošnjem oktobru, ko je predviden redni remont elektrarne. V ta remont vključujemo nove investicije, ki so mogoče zaradi te nadgradnje varnosti malo stale in so danes prišle na vrsto. Gre za novi sistem tehničnega varovanja, posodobitev alarmnega sistema v kontrolni sobi, pa zamenjava čistilnih strojev na Savi, obnova starega rotorja generatorja in tako naprej in tako naprej. Načrtujemo, da bi ta jesenski remont bil zaključen v manj kot mesecu dni in da bo tudi naslednje leto proizvodnja presegla 5,5 teravatne ur električne energije. Remont pa ne bo edini nevsakdanji dogodek v NEK-u. V okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo, tako imenovano SALTO misijo, ki bo preverjala skladnost, pripravljenosti, organiziranosti naših procesov povezanih z dolgoročnim obratovanjem. Namreč, kot smo lansko leto predstavili, naše obratovanje je predvideno do leta 2043 in ta dolgoročno obratovanje obstajajo posebni standardi. Prvi mož nuklearke Gorazd Pfeiffer pa je komentiral tudi možnost podaljšanja delovanja nuklearke po letu 2043, ko je sicer predvideno njeno zaprtje. Elektrarna je v dobrem stanju, imamo namen investirati v nadgradnjo tako za razpoložljivost, tako za varnost. Dejstvo je tudi, da v Združenih državah Amerike že ima 8 podobnih elektrarn. Soglasje za obratovanje 80 let in vse to, kar sem povedal, je zagotovo, da je NEK kandidatka za podaljšanje obratovanje nad 60 let. Seveda to je daleč od tega, da je to samoumevno. Za podaljšanje iz 40 na 60 let smo potrebovali desetletja, lahko rečemo blizu 20 let, torej tudi za podaljšanje na 80 let ne bo nič drugače. V letošnjem letu bodo tako pričeli s študijami o tem vprašanju. Dodatno podaljšanje obratovanja bo predmet kompleksnih postopkov, tako dogovarjanja z upravo za jedrsko varnost na naših vsebinah, se pravi na radiološkem področju, na jedrski varnosti, pa tudi v bistvu preko Ministrstva za naravne vire in prostor za vsebine, ki pa se nanašajo na vplive na okolje. Zavedamo se, da bo potreben ponovna pridobitev okoljevarstvenega soglasja za to, da bo potrebna presoja vplivov na okolje, celo čezmejna in tako naprej, tako da nas čaka obdobje, ko se bomo tega lotili, in danes sigurno ni pravi čas, da bi lahko rekli,
da je 80 let obratovanja že dorečeno. Vse te stvari bodo tudi podlaga za odločanje organov upravljanja družbe in pa potem tudi na meddržavni komisiji. Pfeiffer še izpostavi, da v NEK-u vse skozi izvajajo postopke, da kar se da zmanjšujejo volumen odpadkov v njihovih začasnih odlagalnih prostorih. Začetka gradnje trajnega odlagališča so zato še toliko bolj veseli. Bolj je ta informacija, bi rekel, pozitivna, da nekako gradnja nizko- in srednje radioaktivnega odlagališča poteka in to uspešno. Celo slišim, da so v prednosti z gradnjo, tako da to nas spodbuja k temu, da bomo dosegali tisto, kar smo dobili na meddržavni komisiji, se pravi leta 2027 bi naj to skladišče bilo pripravljeno prevzemati prve naše odpadke, tako da mi se bomo tudi tega posluževali, tega datuma in pripravljali na leto. Jaz bi rekel, da v 2027 bodo priprave, v 2028 naj bi bila prva kampanja, ki bi šli konkretni naši odpadki v prve silose. Priprave za prevzem odpadkov pa potekajo tudi na hrvaški strani. Trenutno so v postopku umeščanja v prostor skladišča. Potem bo išli postopki presoje vpliva na okolje in na to izgradnja. Pričakuje se, da bo izgradnja zgotovljena do leta 2028, kad bo Hrvaška spremna prevzeti svojo polovico odpada. Kakšen tip odlagališča? Skladišče. Začasno skladišče, potem bo zgradili na toj ali nekoj drugoj lokaciji trajno odlagališče površinskog tipa, predpostavljeno. V tem mesecu bo znano tudi dokončno poročilo glede nenačrtovane zaustavitve elektrarne, ki smo ji bili priča oktobra leta 2023. Tako imenovana direktna analiza vzroka je končana. Nismo pa še pridobili tako imenovano temeljno analizo, tako da to pričakujemo v januarju, konec januarja, in bomo tudi posredovali informacije, kaj pa kako bojo zaključki. Vsekakor se predvidevajo določene zadeve, nič pa nekega posebnega, nekih posebnih vložkov ali pa bi rekel nekega vpliva na podaljšanje 80 let trenutno ne vidimo. No. Direktni vzrok za zaustavitev so odkrite razpoke na materialu. Ugotavljanje, zakaj do teh razpok prišlo, je pa tisto, kar je malo daljši proces, in to delo se je izvajalo v posebnem laboratoriju v Pensilvaniji, v Združenih državah Amerike. Sodeloval je naš originalni dobavitelj Westinghouse z našimi neodvisnimi inštitucijami in sestavljajo zdaj končno poročilo, tako da končnega poročila še nismo pridobili. No. Tudi v naslednji zgodbi je udeležena nuklearna elektrarna Krško, a tokrat gremo za 50 leti nazaj. Ob zaključku lanskega leta so v Krškem kulturnem domu odprli razstavo o 50. obletnici položitve temeljnega kamna za prvo tedanjo jedrsko centralo v bivši Jugoslaviji. Položitve temeljnega kamna v Krškem se je udeležil tudi tedanji predsednik Josip Broz Tito s soprogo. Slovesnost je potekala v nedeljo 1. decembra 1974, začetkom ob 11:30 in to na gradbišču v tedaj še Stari vasi. Temeljni kamen 74. leta je tista prelomna točka, s katero pravzaprav potem res pride do izgradnje nuklearke. Že predtem je bil podpisan sporazum z ameriško firmo Westinghouse, Urbanistični inštitut je izdal lokacijsko dovoljenje in potem je dejansko se ta položitev temeljnega kamna odvijala na gradbišču
bodoče nuklearke. Tako da smo želeli seveda predvsem izpostaviti ta ključni moment, protokolaren, v katerega je bila vključena seveda tudi lokalna skupnost. To je tudi nekaj, kar je dobro poudariti. Namreč prej, ko so postopki tekli, so tekli na nekih nivojih, upravnih, in je bila strokovna javnost vključena. Te neke širše javne razprave na to temo zagotovo ni bilo, ampak položitev temeljnega kamna je pa dogodek, ki sicer ni bil dolg časovno, to je bilo dejansko 45 minut, v katerem je pa sodelovala tudi lokalna skupnost. Položitve temeljnega kamna se je udeležilo ogromno število ljudi. Časopis Delo je dan po položitvi temeljnega kamna poročal, da je bilo 15.000 ljudi na tem prireditvenem prostoru oziroma na gradbišču nuklearke, in v neposrednem prenosu je komentator večkrat omenil, kako zaskrbljeni so bili ljudje tu, ker je se ravno nekako zima začenjala, sneg je pobelil ta prostor, Brežiško-Krško polje je znano potem, da ima megle, ampak v tistem dnevu je bil seveda lep dan in seveda kot češnja na torti bi lahko rekli, bila pa seveda prisotnost predsednika Federativne republike Jugoslavije, ki je na ta dogodek v Krško prišel iz Kumrovca, kjer je bil za te praznike 29. november, in s svojo soprogo in celotnim političnim vrhom, slovenskim in hrvaškim, dal pomen temu dogodku. Glavni fokus razstave je, kot že omenjeno, položitev temeljnega kamna. Seveda je pa sama razstava tako koncipirana, da mi pogledamo tako na podpis sporazuma, fokus je seveda na temeljnem kamnu, potem pogledamo tudi na izgradnjo nuklearke, njeno vključitev v elektroenergetsko omrežje in potem seveda pogledamo malce tudi na ta odnos do mesta, kaj je nuklearka prinašala temu mestu. Nekdanji direktor Stane Rožman je v enem intervjuju izjavil, bom kar citirala, že sama izgradnja je lokalnemu prostoru prinesla merljive pozitivne učinke, kajti projekt, pri katerem se je izmenoma vrtelo na tisoče ljudi, je pomenil tudi mnoge priložnosti za lokalni prostor. To je bil velik razvojni impuls za lokalno skupnost. Razstavo je slavnostno odprl sedanji predsednik uprave NEK-a Gorazd Pfeiffer. Mnoge generacije, mnogi posamezniki so prispevali k temu, da lahko danes praznujemo 50 let od postavitve temeljnega kamna, ki v bistvu nima tehnične funkcionalnosti, ampak je bil velik mejnik v tem, da se je v lokalno skupnost vključila ena tehnologija, ki je bila takrat nova, popolnoma neznana. Ljudje so jo sprejeli, ampak nekako že v tistem prvih časih, v prvih trenutkih vzpostavili eno visoko kulturo, in to kulturo smo potem kasneje tudi nadgrajevali vse do danes, ker veljamo nekako za zgled jedrske varnosti tako v Evropi, kot lahko rečem tudi na svetovni ravni. Pfeiffer obljublja, da obstoječo razstavo v prihodnjih desetletjih čaka nadgradnja. Ja, jaz si upam reči, da delamo na tem in bomo delali s aktivnimi sodelavci, da se bo ta razstava lahko razvijala še naslednja desetletja. Imamo zagotovilo za naslednjih 20 let, se pravi do leta 2043 bomo to elektrarno peljali brez izjem. Se pa pripravljamo tudi na možnost podaljšanja življenjske dobe, tako da nas čaka še obdobje desetletja, da lahko to širimo, to predstavo poširimo še dlje. Sedanji prvi mož NEK-a Gorazd Pfeiffer ni bil prisoten na dogodku, ker se je tik zatem šele rodil. Zato pa ima njegov dolgoletni predhodnik Stanislav Rožman čisto drugačno zgodbo. Ja, moram reči, da nisem bil zraven, nisem bil na polaganju, na otvoritvi. Če se prav spomnim, sem bil nekje v Ljubljani v okviru študijskih obveznosti še takrat. Tako da jaz sem se pridružil kolektivu kasneje, konec tam 77. leta in potem naprej. Je pa Rožman več kot pravi naslov za zgodovinsko oceno delovanja nuklearke.
Ja, v bistvu je danes lepo z ene časovne distance pogledati ta jedrski objekt, kako funkcionira, kaj pomeni za slovensko-hrvaški prostor, kaj prispeva, tako da vliva en ponos, no. Ob pogledu na prehojeno pot, ki ni bila vedno lahka, v bistvu je bil ustvarjen en za današnje pojme sodoben industrijski objekt, ki je nastal na neki zapuščini preteklosti, bi lahko rekli. Tako da mislim, da smo lahko ponosni, da funkcionira še naprej in da so dobri obeti resnično še za naslednje obdobje. Kot v en glas poudarjajo vsi naši sogovorniki, je nuklearka že od njenega začetka sobivala s krajem in prebivalci so jo vzeli za svojo. Obenem pa je veliko doprinesla k razvoju Krškega in celotnega Posavja. Mene je ta tehnologija navduševala vse skozi od malih let, tako da sem začutil v bistvu to posebno kulturo, ki se je razvijala. Bi rekel kar široko, lokalno se mi zdi, da je ta kultura, tehnična kultura, pa tudi varnostna kultura, tudi na nivoju varstva pri delu in je se tako razvijala in tako širila po Posavju. Lahko rečem, da danes tudi po Sloveniji in še širše, tako da me je pritegnilo to že v mladih letih, ja, seveda. Položitvi temeljnega kamna pa je prisostvoval nekdanji dolgoletni direktor Kulturnega doma Krško Adolf Moškon. Še danes, po 5 desetletjih, je spomin zelo živ, na kar je zelo ponosen. Dol pri otvoritvi, ko je bil predsednik države, in takrat sem imel obveznosti 430 pevcev sem zbral z tega dela naše občine in pa tudi šolski pevski zbori so peli. Peli smo pa 2 pesmi, in sicer pesem v Titu, to je Rada Simbolitija, in pa od Vinka Vodopivca Rasejo trave in lisne. In je to, kot je tudi zdaj na filmu, sem videl, da je to takrat predsednik kar spremljal. In kaj je nastop Moškonu pomenil? No, za mene je bilo takrat to največ, kar se je lahko zgodilo v mojem življenju. Ja, bilo je lepo, sam zdaj je pa že 50 let mimo, je pa še vedno dobro. Na otvoritvi razstave sta bila prisotna tudi pionirja, ki sta na položitvi temeljnega kamna Titu zaželela dobrodošlico v Krškem. Dragi naš tovariš Tito. Pionirji občine Krško smo zelo veseli, ker ste nas obiskali. Dovolite, da se vam in vaši soprogi zahvalim za obisk in vam zaželim dobro počutje pri nas. Bomo že. Vzdušje je bilo euforično, zaradi tega, ker Tito je bil ikona. Tako da mogoče danes ljudje to težko razumejo, ampak mi smo ga imeli iskreno radi. In tudi ob njegovi smrti smo iskreno žalovali. Moja vloga je bila samo, da sem bil zraven Renate. Znal sem tudi besedilo, da bi prešepnil, če slučajno bi se ustavilo ali pa da bi se zmotila. Ampak jaz takrat mislim, da tudi nisem vedel besedila iz glave, ker se je v trenutku verjetno pozabil, ko se je zagledal Jovanko pa Tito. Moja naloga je bila, da sem dal orožje Jovanki. To je to, nisem imel nobene take, da bi kaj povedal, pa kaj takega. To je precej lažje naloga kot od Renate. In kako to, da so izbrali ravno njiju? Ja, to je meni potem kasneje povedal ravnatelj osnovne šole, v kateri sem jaz obiskoval, in to je bil moj tast tudi, bivši. Zato mi je lahko to povedal, da sem dobil kot nagrado za svoje plavalne uspehe in zato, ker sem bil v vseh razredih odličen. Jaz sem pa učenec 8. razreda takrat, 14 let. Pomembne vloge nuklearke pa se dobro zaveda tudi sedanji prvi mož mestne občine Krško, Janez Kerin. Nuklearna elektrarna Krško ima bogat
bogato zahvalo za to, da je Krško danes takšno, kakršno je, da se lahko je razvijalo po svojih najboljših močeh, da smo ustvarili tako bivalno okolje, da je prijazno našim občankam in občanom, v končni fazi tudi nadomestilo za eno rabo prostora, ki ga prejemamo iz nuklearke in pa tudi iz sklada, temu priča za razvoj samega mesta. Če govorimo, da je bilo predhodnosti ta paradni konj papirna industrija, zagotovo je od zagona nuklearke to nuklearka Elektrarna Krško. Zato si podobne učinke lokalna skupnost obeta tudi ob načrtovani gradnji drugega bloka nuklearke. Jaz verjamem, ja. Mi se bomo maksimalno potrudili, da bo JEK2, če govorimo o njemu, ko bo umeščen, če bo umeščen, oziroma že v fazi umeščanja, da bomo za naše občanke in občane z našo proaktivno politiko poskrbeli, da bo imeli kvaliteto bivanja izboljšano oziroma primerno omejeni rabi prostora. Razstava, ki bo v avli Kulturnega doma Krško na ogled do kulturnega praznika, pa je obogatena tudi z arhivskimi posnetki Televizije Slovenije, ki je takratno slovesnost tudi prenašala v živo. To je vse v tokratni oddaji. Hvala, ker nas spremljate. Gospodarske vsebine so na ogled tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Znova bomo skupaj čez teden dni.